Slovenia are on top of the Eurobasket world, folks. They are now going to be the best team in European basketball for the first time in their history. It was an amazing performance. Thank you so much. It was the best one ever. Yeah, definitely, of course. Unbelievable. Crazy unbelievable. Yeah. Pulls up at the line. Good. It'll calm down the nerves a little bit for Slovenia. Red hot. Jovic drives in, and Marjanovic had the ball but didn't collect it. Now Dragic pushes it quickly and lays it up and in. It's like a bullet from a gun. He was down there. Dragic for three. Good. He's right back. 15 remaining in the first half. This pace is too high scoring for Serbia. Dragic again for three. Good. This guy is a man possessed here tonight. Dragic. Both teams trading blows here. Dragic pulls up at the line. Che spettacolo! Goran Dragic! Giochi, Goran za 3, dosegna napaka in šut! Gorana Dragića! Juhu! Will you put your hands up? To rally the troops. Put your hands up, please! Zopet želim vsem skupaj lep pozdrav, moje ime je Matej, to je pa drugi del uvodne epizode nove sezone našega podcasta. Podcasta, v katerem sva zadnjič z Blažem podrobno obdelala začetek sezone Gorana Dragića in njegovega Miamija. In ob tej priložnosti vas prijazno vabim, da si, če seveda prvega dela še niste slišali, da si ga poslušate. Najdete ga lahko, tako kot vse naše podcaste, na našem portalu sportinfo.si, na Facebooku NBA Slovenija, na YouTube kanalu sportinfo.si, ki ga lahko najdete, če v YouTube iskalniku pišete besedo Sportinfo. Podobno velja seveda tudi na Soundcloudu in pa iTunesih. Vabim vas tudi, da na vseh teh platformah, predvsem pa na YouTubu, pustite všeček pod objavljenim posnetkom in predvsem, da se naročite na naš YouTube kanal. S tem nam namreč pomagate pri večji opaznosti, zato bomo seveda hvaležni vsakega všečka in novega naročnika. In da ne bom preveč utrujal s temi administrativnimi zadevami, bom kar takoj prešel na napovednik tem današnjega podcasta, tega drugega dela, v katerem se mi bo čez nekaj trenutkov pridružil tudi Blaž. In skupaj se bova posvetila igram naših zlatih reprezentantov na tej strani Atlantika, kot sem dejal, tistega na drugi strani Atlantika smo obdelali zadnjič in tokrat pa seveda več o izjemnih igrah Luke Dončića, ki v Evropi piše nova poglavja košarkarske zgodovine. Praktično vsak teden ruši stare mejnike in postavlja nove, ne samo mejnike za tako mlade igralce, vendar nasploh ima recimo trenutno kar 10 pir točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem na MVP lestvici, kar je skoraj da neverjetno na tej točki sezone po že tako velikem vzorcu odigranih tekem. V domačem prvenstvu in v Evropi mu številni analitiki napovedujejo naskok na naziv MVP, torej naziv najbolj koristnega igralca sezone v obeh tekmovanjih, kar je, ko govorimo o Luki, pogosto govorimo oziroma začenjamo te pogovore z dvema besedama, brez precedensa ali pa brez primere. Preprosto, ko govorimo o njem, govorimo o igralcu, kakršnega še nismo videli. In če bo ta igralec napredoval s takimi koraki kot do sedaj, če bo tudi v prihodnosti najboljši igralec svojega letnika, bo seveda nekoč morda kandidiral tudi za MVP naziv na drugi strani Atlantika. Koliko je to realno, kaj nam kaže ta izjemen začetek sezone, tudi o njegovi poziciji na draftu, kaj mu trenutno napovedujejo na drugi strani Atlantika, kaj kažejo tiste najbolj relevantne projekcije, kdo so njegovi konkurenti, o vsem tem več v tem podcastu, kjer sva spregovorila tudi o teh talentih na drugi strani Atlantika, nekaj več besed spregovorila o famoznem Lonzu Ballu, se malce zapletla v to črno luknjo, iz katere skoraj da nisva našla poti. Nato pa prešla na igre vseh ostalih naših zlatih reprezentantov, ki se bodo že zelo kmalu pravzaprav zbrali na reprezentančnem zboru.
Začenja se ta nov format tekmovanja, nov format kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu. Kvalifikacij, v katerih, kot kaže, ne bodo nastopali številni evroligaški igralci, ali nekateri bodo, ali bodo morda nekateri naši lahko nastopili v kvalifikacijah. O tem sva več spregovorila, o novem selektorju Trifunoviću, najino mnenje o tem. Nisva spregledala tudi Zorana Dragića, ki je že potrdil, da bo nastopil v tem kvalifikacijskem ciklusu in pravzaprav prvič zaigral na kakšni uradni tekmi po tisti hudi poškodbi kolena. Zakaj ne igra v Milanu, tudi o tem več. Kako Prepelič briljira v Franciji, kako Blažič navdušuje v Španiji, kjer je pravzaprav med najboljšimi strelci najboljše evropske lige. Ali se bo Prepelič morda kmalu pridružil Dončiću v Realu, o slovenski koloniji v Realu in željah Reala, da bi tja pripeljal čim več slovenskih igralcev in zakaj morda si Real tega želi? O vsem tem več v tokratnem podcastu za ljubitelje košarke, za ljubitelje slovenske reprezentance, več kot dovolj zanimivih tem, zato da ne bom še naprej dolgovezil. Se z Blažem čez par trenutkov vrneva in spregovoriva več o vseh teh stvareh. No ja, iz špansko govorečega Miamija pa v špansko govoreči Madrid, Blaž, čeprav recimo še ena povezava, če bo Miami nadaljeval s podobnimi igrami in ne bo ugotovil, popravil vseh teh napak, na katere sva opozorila, bo pa morda dobil za toložilno nagrado Luko Dončića. Vsaj recimo Draft.net je portal, ki trenutno projicira ravno, da bo Miami na 5. mestu izbral Dončića, vendar, tukaj je en velik vendar. Draft.net je eden izmed teh draft portalov, ki močno favorizira ameriške igralce. Kot po pravilu vse evropske igralce na koncu izberejo precej više, kot jih pač projicira Draft.net. Drugi draft portali so precej bolj relevantni in prav na vseh teh relevantnih je trenutno Luka po tem izjemnem začetku sezone na prvem mestu, mu projicirajo, napovedujejo prvi izbor na naslednjem naboru in s tem bi postal tudi prvi zunanji igralec v zgodovini evropske košarke, ki bi bil izbran. Kot prvi bi bil sicer izbran že Bargnani, vendar Bargnani je bil visoki igralec, center, krilni center. Luka pa bo seveda v karieri precej več časa prebil na zunanjih položajih, čeprav je tako raznolik igralec, da bo verjetno kdaj v kakšnih teh manjših small ball postavitvah prav mogoče, tako kot je recimo že letos v Realu prevzel za kaj trenutkov tudi vlogo krilnega centra, igral na položaju 4. Ob vseh težavah, ki jih ima Real v letošnji sezoni za svojimi visokimi igralci, s krilnimi centri in centri, štirkami in petkami, je tudi Luka nekaj trenutkov, nekaj minut na nekaj tekmah igral na položaju 4, kjer seveda še ni dovolj močan, vendar je star šele 18 let in recimo ravno že omenjeni Bargnani, ki se je seveda kot veliki bast vrnil v Evropo. V lanski sezoni se recimo izrecno spomnim tekme med Baskonijo in Realom, na kateri je ravno Luka recimo v obrambi pod košem nekajkrat prevzel Bargnanija. Prišlo je do menjav, Real namreč v obrambi veliko menja in rotira in Luka se je znašel v postu 3-4 metre, no ja, od posta na Bargnaniju, ki je poskušal odigrati izolacijo s hrbtom proti obroču, vendar mu ni uspelo premakniti 17-letnega Luko in se je potem odločil za razmeroma težak met iz obrata, ki ga je seveda zgrešil. Zdaj, seveda, Bargnanijev problem je vedno bil tudi to, da je za svojo višino ni bil dovolj močan, da bi se lahko spopadal, predvsem recimo dosti nižji igralci so ga lahko zaustavili na zunanjih položajih, jih ni mogel zriniti pod koš, vendar ne moreš zriniti precej nižjega 17-letnika, vendar le priča to tudi o moči Luke in morda bo kdaj igral recimo tudi na položaju krilnega centra, vendar to ne bo njegov tisti standardni položaj. On je vendar zunanji igralec, kreator, organizator. Po vsej verjetnosti bo recimo igral kot point forward, torej kreator na krilu kot recimo LeBron in bo igral recimo ob kakšnem obrambno naravnanem organizatorju, ki bo metal za 3 točke.
To je tisti idealni scenarij in s takim organizatorjem, če seveda dovolj močan, ta igralec na položaju 1, potem lahko morda celo zamenjata položaj in tukaj seveda prihaja do tistih mismatchov, v katerih Luka naravnost cveti, saj pač obvlada vse aspekte, elemente igre. Letos predvsej več igra s hrbtom proti obroču, predvsej več igra v postu, dodal je tudi elemente igre, ki jih je prekopiral od Gorana, recimo behind the back, dribble iz pol razdalje v met. V lanski sezoni, ne vem, če sem kdaj videl Luko izpeljati to potezo po letošnjem Eurobasketu, pa v letošnji sezoni že nekajkrat tudi uspešno. V prodoru je precej bolj agresiven, išče kontakt, vsekakor je bilo sodelovanje našega najboljšega igralca in v prihodnosti našega najboljšega igralca izjemno in izjemno produktivno tudi za Luko in njegovo prihodnost v tej sezoni. Mislim, da tudi njegov odličen začetek sezone se je pripetil tudi zaradi njegove igre v reprezentanci in stvari, ki jih je pobral od Gorana kot mentorja. Njegove številke so pa naravnost izjemne na začetku sezone, Blaž. Tako je, Luka v letošnji sezoni Eurolige igra naravnost izvrstno, v nekaj manj kot 27 minutah na tekmo dosega 21,6 točke ob 60% metu za 2, ob 41,4% metu za 3 točke in dosega tudi tistih 90% pri prostih metih, ko sva že govorila to pri Goranu, kako je to ta famozna skupina. Ja, vendar tukaj so meti za 2 točke, govorimo meti iz igre, meti za 3, ne meti za 2 točke, meti za 3, to je distinkcija. No, pa tudi te so izjemni, odlični. Za Luko dvignil je procente v vseh pogledih, tudi on, v primerjavi z lansko sezono napredek v vseh kategorijah. Tako je, odlično skače, 6,8 skoka, 3,6 podaje na tekmo, tudi 1,2 ukradene žoge, kar priča o tem, da je nekoliko bolj agresiven v obrambi, kot je bil v lanski sezoni, in nasplošno je njegova igra postala precej bolj raznovrstna, kot si že sam omenil, dodal je nekatere elemente, tudi recimo iz pol razdalje meče bolje, kot je metal v lanski sezoni, v obrambi se mi zdi, da da več, kot je dal v lanski sezoni, tako da nasplošno se mi zdi, da je Luka po Eurobasketu prišel nazaj v Real še boljši igralec, kot je od Reala v lanski sezoni odšel. Precej boljši. Napredek, ki ga je naredil med obema sezonama, je dahjemajoč. Tisto, kar so se recimo v lanski sezoni spraševala, ko so Luko spremljala, je bilo tisto, kakšen bo napredek. Videla so že napredek iz predlanske v lansko sezono. In jaz sem seveda že takrat dejal, da če bo sedaj naredil podoben napredek tudi letos, bo kandidiral za morda najboljšo peterko Eurolige, morda že spet pogojno najboljšega igralca Eurolige, ker ob tako dobrem igralcu, če temu dodamo še tako velik napredek in če bo tak napredek naredil recimo tudi naslednje poletje in potem še nekaj poletij naprej, potem je to tisto, o čemer sva govorila, potem je to igralec z GOAT potencialom, Euro-GOAT, ostanimo malce bolj skromni za začetek, čeprav Euro-GOAT je že, to pomeni, da bi moral prekašati kariero Novickega, s čimer bi pa seveda postal eden izmed najboljših igralcev v zgodovini lige. Tudi Euro-GOAT je ni Jordan, ampak je Novicki. In Novicki ni Jordan, ampak je Novicki. Ja, tako je. Tako da vsekakor so številke, ki jih dosega, meniki, ki jih postavlja, so brez precedensa. Bili so pri 17 letih, bili so pri 16 letih in so tudi sedaj pri 18 letih. Tako veliko vlogo ni imel še nikoli noben najstnik v reprezentanci in v klubu na tako visokem nivoju, nikakor ne. Tukaj se lahko morda vprašamo tudi zdaj, bil je preko 24 točk, celo povprečje po prvih 4 tekmah, po tistem MVP-u meseca, po tistem zgodovinskem prvem dvokratnem MVP nazivu v enem tednu, je seveda sledil naziv MVP meseca in potem ta pretekli teden padec v domači ligi in Euroligi je odigral slabši tekmi. Tudi morda posledica bolezni, prebolel je gripo ali neko virozo, zdaj nisem zasledil natančnega podatka za natančno kakšno sezonsko virozico je šlo, ampak v vsakem primeru je to nekaj, kar pobere energijo, kar te vsi vemo, da že tudi če nam ni potrebno odigrati tekmo na vrhunskem nivoju, smo povsem izmozgani izdelajo ob tej sezonskih virozah, ko te zagrabi si 2-3 dni povsem iz pogona, vsaj jaz in da bi v taki situaciji seveda odigral, 25-30 minut vrhunske euroligaške tekme, jaz še z tam malim nečakom težko 5 minut v taki situaciji na koš mečem.
Ja, to je sigurno botrovalo nekaj slabši igri v tem zadnjem tednu, ampak nasplošno se treba vprašati, ali morda nima Luka celo preveč tekem, morda celo za 18-letnika preveč odgovornosti, kajti samo iz vidika izgorelosti. Recimo v lanski sezoni se je to nekoliko poznalo, potem na koncu sezone, ko je dejansko v bistvu začel je dobro, potem nekje na sredini sezone je igral izjemno in potem na koncu sezone padal v bistvu ravno takrat, ko ga je Real najbolj potreboval, ravno takrat, ko je Real lovil lovorike. Zelo bo zanimivo videti, ali je sposoben držati ta ritem do konca sezone. Sam upam, da je, kajti naravnost obožujem, ko gledam njegove predstave pri Realu, ki pa ima sedaj kar nekaj težav s poškodbami svojih visokih igralcev in ravno zaradi tega se veliko omenjalo tudi slovenske centre, predvsem Vidmarja, tudi Dimec je nekoliko prišel na ušesa kakšnemu novinarju, čeprav mislim, da tam je šlo bolj za novinarsko raco kot karkoli drugega. Slovenska kolonija v Realu. Ja, tudi Prepeliča se je močno povezovalo z Realom. Pravzaprav nekateri so trdili, da je dogovor, vsaj tisti načelni ustni dogovor, že sklenjen in gre samo za stvar podpisa, ki naj bi prišel prihodnje poletje, namreč Levallois ne želi iz rok spustiti svojega najboljšega igralca. Levallois, ki sezone ni začel najbolje, vendar ostalih naših igralcih malce kasneje, ostaniva zaenkrat še pri Luki. In ja, teh poškodbah, če se na to navežem, omenil si poškodbe visokih igralcev, ne samo visokih. Ravno to je tisto breme, gromozansko breme, ki ga je moral Luka sedaj v tej sezoni prevzeti na svoja ramena, v mnogo čem povsem nepričakovano, zaradi seveda poškodbe Jula še iz tistega pripravljalnega reprezentančnega obdobja, ko se je strgal kolenske vezi. Real je potem pripeljal tudi še enega organizatorja, poleg Campazza, seveda, ki je prišel v moštvo nazaj že pred Julovo poškodbo. Namreč moštvo je, kot kaže, prekleto. Kuzmič tudi strgal kolenske vezi in seveda je zanj sezona končana. Naš Tonček si je poškodoval ramo, bil en mesec odsoten in ravno ta teden se je vrnil, potreboval bo nekaj časa, seveda, da pride zopet v formo, vendar takoj že na prvi tekmi pokazal, da seveda igralec tako kvaliteto lahko dosega koše tudi takrat, ko ni v formi, ko en mesec počiva. Vendar tudi Tompkins, recimo Tompkins in Randolph sta bila letos predvidena za tisto glavno rotacijo na položaju 4. To seveda priča ravno o tem, da potrebujejo okrepitve in tudi Tompkins zaradi osebnih težav nekje v Ameriki, se pravi nekaj časa so bili brez obeh glavnih krilnih centrov. Sedaj po Kuzmiču še poškodba Jona, torej tudi oba igralca, ki bi morala večino časa igrati na položaju številka 5, se pravi pod obročem centra, sta sedaj poškodovana. S tem, da Jon bi lahko argumentirano rekli tudi, da je morda bil celo drugi najboljši igralec Reala v tej sezoni. Ne, bil je to Randolph pred poškodbo, nedvomno. Govorim v zadnjem obdobju, ko se je poškodoval Randolph. Ne? Recimo. Ne, bi lahko rekli, da je morda bil drugi najboljši takoj za Luko, tako da bo poškodba Jona še dodaten udarec za ta zdesetkani Real in ni čudno, da iščejo rešitve na visokih položajih, to da te saj zaenkrat še ni videti, da se bodo kaj kmalu rešile, predvsem zaradi tega, ker ti prostih igralcev v tem trenutku, ki bi lahko zapolnili to vrzel, vsaj tako kvalitetnih ni, prestopni rok, do prestopnega roka pa je še 2 meseca, tako da velik vprašaj tukaj. Vseeno pa mislim, da če se vrnemo nazaj na Luko Dončića in njegove odlične igre, če bo Luka držal ta nivo, kot ga ima sedaj. Jasno je le, da Vidmar pač ne bo ta center, Bandić zahteva preveliko odškodnino in po vsej verjetnosti to, kar si omenil, glede na čas, sedaj vsi imajo podpisane pogodbe, dobrih, kvalitetnih, prostih igralcev ni. Seveda Real poceni ne bo našel nobene druge rešitve, dejstvo pa je, da Florentino Perez bi lahko tudi za košarkaški klub porabil, podobno kot porabijo verjetno NBA klubi za proračun, pa bi še vedno bili v črnih številkah na zeleni veji, saj glede na zaslužke njihove nogometne sekcije bi lahko tako domnevali. Ja, ker košarkarski nogometni Real, to sta v bistvu isti klub, le da je pač 2 različni selekciji, tako da recimo temu financminister je isti za obe moštvi. Tako in verjetno lahko od enega pobere, drugemu da in obratno, čeprav seveda je ta flow, ta pretok denarja v enosmerni. Čeprav v Realu so njihovi košarkaši, mislim, dvorana polna na vsaki ligaški in evroligaški tekmi in
Vse te poškodbe so seveda povsem zdesetkale njihove vrste in to, da je Luka uspel obdržati ta Real, tako zdesetkani Real, neporažen na začetku sezone do tega tedna oziroma do zadnjega tedna, ko so v Euroligi izgubili prvo tekmo, je res nekaj brez precedensa. Tukaj bi lahko sedaj začel monolog, v katerem bi samo govoril brez precedensa, brez precedensa, brez precedensa. Namreč vse, kar Luka počne konstantno, skoraj da z vsako tekmo, z vsakim novim nastopom, postavlja nove menike, ruši stare rekorde, postavlja nove, ko govorimo seveda o igralcih njegove starosti, o 18-letnikih, najstnikih. In v tem trenutku, ja, tisto, kar sem dejal čisto na začetku, NBA-draft.net je seveda tisti proameriški portal, ki Luko rangira malce nižje, vendar na vseh ostalih portalih od ESPN-a, Bleacherja, Draft Expressa, povsod je Luka na prvem mestu, zacementiran na prvem mestu pravzaprav. Vendar potrebno je seveda tudi povedati, da se ni še začela študentska liga, ta se bo tudi sedaj začela in se lahko te projekcije malce spremenijo ravno zaradi tega, ker so seveda tisti ameriški igralci bliže bolj na ogledu domačih medijev in se seveda hype dviguje in letošnji nabor oziroma tisti najboljši igralci, ki se bodo podali na letošnji nabor, o tem sva nekaj malega že govorila, o tem bova posnela tudi poseben podcast, so izjemni. Nekateri govorijo, da naj bi ta nabor bil celo boljši od tistega legendarnega 2003, ko so šli na nabor LeBron James, Dwayne Wade, Darko Milicic, vendar tudi Chris Bosh, tudi Carmelo Anthony, predvsem tale četverica, LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony in Chris Bosh, vsi po vsej verjetnosti bodoči Hall of Famerji, so igralci, zaradi katerih mnogi seveda menijo, da je bil to najboljši nabor v zgodovini, vendar nekateri trdijo, da ima naslednji nabor tudi zaradi našega Luke, vendar tudi zaradi preostalih 3-4 igralcev, o katerih bova več, da je drugič govorila, možnost, da celo prekosi tisti nabor, kar pomeni, da naj bi na koncu iz tega nabora prišli 3 ali 4 franchise playerji. Tak potencial imajo, ali ga bodo tudi uresničili, to pa ne vemo. Vendar mislim, da je Luka izmed te skupine najbolj gotov izbor na letošnjem naboru. Pri njemu veš, da bast ne bo. Njemu se že omenjeni Milicic, si ga omenil, ne more pripetiti. To, da bi bil izbran tako visoko in da bi na koncu izpadel kot propadli igralec, se preprosto ne more zgoditi. Preveč stvari Luka obvlada na parketu. Če bo igral v vlogi, ki mu ne ustreza najbolj, lahko pomaga od skoka v obrambi do organizacije v napadu, do prenosa žoge, pretoka, pregleda pri organizaciji na obeh straneh parketa. Kot sem dejal, preveč stvari počne preveč dobro, da ne bi na koncu bil recimo temu eden izmed boljših igralcev prvih peterk v ligi. Da me ne bo kdo narobe razumel, sedaj govorimo o tistih, vedno se pogovarjamo, floor pa ceiling, ki sta termina, ki jih uporabljamo, torej kaj je minimum in maksimum nekega igralca pri projekcijah. In mislim, da njegov minimum je nadpovprečno dober igralec prve peterke, v najslabšem primeru. Medtem ko recimo pri ostalih igralcih, ki bodo šli na nabor, kljub temu, da imajo izjemen potencial, je pri njih večja možnost, da bodo recimo propadli a la Milicic. Ko ravno govoriš o tem, o vseh stvareh, ki jih Dončić predobro obvlada, vem, da sem nekje zasledil na enim tem slovenskem forumu, je nekdo podal mnenje, da bi moral morda Luka še eno leto ostati v Euroligi in še dodatno se razvijati v evropski košarki, ampak Luka je enostavno prerasel Euroligo že sedaj in da bi ostal še eno leto v Evropi, bi kvečemu nazadoval, ne pa napredoval. Luka enostavno mora iti čez lužo, mora se meriti z najboljšimi igralci na svetu in naslednje leto enostavno mora iti čez Atlantik. To preprosto mora narediti že zaradi razvoja svoje igre, če pustimo kariero ob strani. In tako kot si že rekel, Dončić bo uspel v ligi NBA, vprašanje je le, ali bo tisti med glavnimi zvezdniki, ali bo pa med tistimi glavnimi, recimo temu, podpornimi igralci v moštvu, se pravi član prve peterke, ki bo stvari počel dobro, ne bo pa tisti glavni zvezdnik moštva. Luka bo dober igralec, kako dober pa še ne vemo. Vemo, da bo dober, ne vemo, kako dober bo. Ali bo sodil med boljše igralce začetnih peterk, ali bo sodil med all-star igralce, ali bo sodil med all-NBA igralce, ali bo sodil med MVP kandidate.
vse to so možnosti, pri katerih seveda ogromno dejavnikov in faktorjev vpliva. Tudi moštvo, ki ga bo izbralo, vlogo, v katero bo postavljen, kateri trener ga bo treniral, kakšni bodo ostali pomočniki trenerja, razvojni trenerji, kako se bo njegova kariera razvijala, katere stvari bodo želeli, da poudari v svoji igri, katere stvari bodo forsirali pri njem. Recimo, če bi Luko postavili v tako vlogo, kot recimo Lonza Bola, famoznega Lonza Bola, še bolj famoznega Lavarja Bola, mislim, konec koncev je Lavar odgovoren za celotno Lonzo manijo v Los Angelesu. Če bi bilo vse prepuščeno Lonzu, mislim, da bi bil na koncu on precej nižji izbor, vendar ker ima očeta, ki je verjetno samopromotor na nivoju najboljših samopromotorjev v zgodovini. Če bi recimo križali legendarnega boksarskega promotorja Dona Kinga kako je že ime mami celotnega Kardashianovega klana. Ok, nesrečo ne vejo, ampak to je ženska, ki naj bi ustvarila celoten ta reality show imperij, o katerem nesrečo ne vem preveč. Vem le, da je ena izmed sester sedaj odgovorna za to, da Tristan Thompson ne zna več igrati košarke. Ja, ne, dejansko, to je tista, ki je bila odgovorna za to, da je začel Lamar odom droge jemati in da je popolnoma na koncu, ne vem, kje so ga našli, v neki javni hiši, nekje v Nevadi. In ja, potem naslednja žrtev je bil James Harden in tista katastrofalna sezona James Hardena, ko ni bil v nobeno All-NBA peterko uvrščen, se je začela tako, da je James Harden pač po vseh tabloidih se pojavljal zravno to eno izmed teh sester. In zdaj, naslednja žrtev, zadnja žrtev je pa Tristan Thompson in očitno, sicer zdaj sva povsem zamenjala, se bo hitro vrnila na Dončića, primer moških, ki se mi je zmešalo, ko so prišli v stik. Humphries, še en košarkaš, ampak to je bil z drugo sestro. Ampak kar se hotel reči, a se ni temu očetu, ta očet je oče se je zamenjal spol. to je res, ja, ampak... Kanye West je živčni zlom na odru doživel. Očitno, o tem bova kakšen drug podcast posnela, ampak mislim, da sva nekaj odkrila. Vsak moški, ki pride v stik z njimi, očitno se mu zmeša, očitno izgubi v stik in zadnja žrtev je ravno Tristan Thompson, ampak nazaj na Dončića. Ko sem omenil Lonza Bola in njegovega še bolj znanega očeta Lavarja, sem se posebno zgubila, ampak to je tema, o kateri bova morda, ko bova govorila o ostalih klubih in moštvih v NBA ligi, bova spregovorila tudi o Lakersih. Kar sem želel povedati, če bi recimo tako kot Lonzo Luka dobil ključe moštva, kjer bi bilo povsem prilagojeno in podrejeno njegovi igri v napadu, če ga seveda postavijo na položaj 1 ali pa recimo samo položaj playmakerja, tudi recimo, če igra na krilu, je lahko še vedno glavni playmaker kot point forward, podobno kot LeBron. Čeprav recimo LeBron je v letošnji sezoni že začel prav na položaju organizatorja nekatere tekme. Ne na krilu, vendar prav kot organizator in bomo videli. In ravno to so vse faktorji, ki lahko vplivajo na koncu na to, kako bo Luka, recimo, kakšno kariero bo imel in kako dober bo. To, kot sva dejala, dober bo, ali bo dober igralec prve peterke, ali bo odličen igralec, ali bo zvezdnik, to so pa seveda sedaj druga vprašanja. Vendar vseeno mu gre na roko to, da bo prav gotovo izbran zelo visoko na naboru in ponavadi s temi igralci, ki so izbrani visoko, imajo moštva tudi več potrpljenja oziroma se jim moštva nekoliko bolj prilagaja, da le nekako iztisnejo ta njihov potencial, tako da mislim, da više kot bo izbran, večjo vlogo bo imel v moštvu, večjo možnost bo imel, da bo uspel, tako da mislim, da se vsaj 2 leti ponavadi do 3 leta ponavadi čakajo te tako imenovane rukije, tako da mislim, da bo Luka imel vse postlano za svoj razvoj in mislim, da bo imel vse pogoje, da uresniči to, kar v bistvu vsi upamo, da bo pač eden izmed glavnih zvezdnikov ne samo evropske, temveč tudi svetovne košarke in kdo ve, morda enkrat tudi Hall of Famer. Ja, se strinjam popolnoma s tabo in pomembno je sedaj samo, da Luka to sezono odigra brez poškodb in to je recimo ena stvar, ko sva govorila o teh pritiskih, o teh minutah, ki jih igra. Pri 18 letih tak napor prenašati, to bo tudi eden izmed odličnih pokazateljev za naprej. Namreč
Že lani je Luka izjemno veliko breme nosil. Na Eurobasketu smo videli po tistem zvinu gležnja, ki ga je utrpel v finalu, manj kot teden dni kasneje je že igral prvo tekmo lige in to tudi kaže, da je izjemno vzdržljiv, da ni naklonjen poškodbam, ko se poškoduje, se hitro zaceli, regeneracija pri njemu očitno dobro poteka. To so vse zelo pomembni dejavniki, ki tudi vplivajo seveda na kariero, ko govorijo o vseh teh stvarih, ki bodo vplivali na to, kako dobro konec koncev ena izmed najpomembnejših je zdravje. Zato upam tudi, da bo recimo Laso morda na nekaterih tekmah malce zmanjšal, malce znižal Lukovo minutažo in upam, da pozorno spremljajo njegovo zdravje, njegovo telo, kako se razvija. Konec koncev morda on še vedno lahko raste, še vedno lahko zraste kakšen centimeter. To so tista nevarna leta, kjer mišice še niso dovolj močne, kjer lahko pride do kakšnih poškodb. Potrkajmo, da ne bo prišlo, seveda potrkam lahko še 10-krat, vendar ja, ne ogromno, vendar kar nekaj poznamo izjemnih talentov v karieri, ki so ali na začetku, na sredini, na koncu njihove kariere, seveda ravno poškodbe bile tiste, ki so končale prezgodaj, nekaterim prej, nekaterim kasneje to kariero, ali pa jo znatno oslabile. Morda najboljši primer tega je ravno, recimo, tako mi pade na pamet primer Granta Hilla, recimo, ki so mu mnogi, ki je v ligo prihajal ravno po Jordanu in so mu mnogi napovedovali, on je tisti pravi naslednik Jordana, on je tisti all-around, vsestranski, two-way, dvosmerni igralec, igra v obrambo, igra napad, zna organizirati, zna vse. In ja, na koncu zaradi poškodb še vedno odličen igralec, vendar ne tisti vsako leto najboljša peterka lige, vsako leto najboljša obrambna peterka, ne Kawhi, ne LeBron, ne Durant, ne tisti top of the top krilni igralec, vendar še vedno odličen igralec. Ali pa recimo v Sloveniji Blaž Sani Bečirović. Še en odličen primer, ja, igralca, ki je prav tako tistih 15 let nazaj bil zlati deček slovenske, evropske košarke. Ja, bil je boljši od Ginobilija, recimo Parker mu je gledal v hrbet, na to pa tista poškodba kolena in njegova. Sicer kariera je imel še vedno zelo lepo, glede na hudo poškodbo, ko so nekateri celo mislili, da ne bo nikoli več igral košarke. Ko dolgo časa ni igral. Vendar je vseeno zgradil precej lepo kariero in ravno to, ne. Upajmo, da se Luka ogne teh hujših poškodb, kakšen zvin bomo že preživeli. Spet sem potrkal. Kakšen zvin bomo že preživeli, no, upajmo, da kaj hujšega se mu pa ne bo zgodilo. Mislim, da bi mogoče lahko na tej točki zaključila, povedala sva zelo veliko o Luki, tudi o Kardashianovih in vsem ostalem, kar morda pa še, morda ne, presodite sami. In bi se morda lotila preostalih reprezentantov, predvsem v luči tega, kajti, kot sva že omenila v uvodniku, čez 14 dni nekje se začne ta FIBIN kvalifikacijski ciklus za uvrstitev na svetovno prvenstvo in kar nekaj slovenskih reprezentantov igra dobro na začetku sezone v svojih klubih in bodo tudi nosilci potem v tej reprezentančni akciji. Kateri igralci in seveda kdo bo prišel na zbor in kako igrajo ti igralci, pa si pogledamo čez nekaj trenutkov. Ja, za konec, Blaž, pa si pogledava še ostale naše igralce naše zlate reprezentance, ki že čez, kot si sam dejal, dobre 2 tedna začenja nov reprezentančni ciklus, to novo pogruntavščino FIBE, kvalifikacijski ciklus, ki bo v nekaj krogih potekal naslednji 2 leti pred svetovnim prvenstvom, naslednje leto in pol. Povsem spremenjeni način kvalifikacije na svetovno prvenstvo, recimo, če je dobra stran tega, da smo zmagovalci Eurobasketa 2017 ta, da bomo sedaj 4 leta evropski prvaki, je pa slaba stran tega ta, da se tako kot prejšnji evropski prvaki Slovenci ne bomo direktno uvrstili na svetovno prvenstvo in bo naša reprezentanca morala tako kot ostale igrati kvalifikacije, v katerih pa seveda zaradi tega povsem spremenjenega formata ne bodo nastopali NBA igralci in tudi evroligaški igralci, recimo
ravno trener Reala iz Madrida, Pablo Laso, je pred nekaj dnevi dejal, ko so ga vprašali, če bo Real spustil svoje igralce na reprezentančne cikluse, je dejal, če bo Memphis spustil Marka Gasola, bomo se potem tudi mi o tem pogovarjali in seveda s tem vse povedal. Ta sprememba je seveda pripeljala do tega, oziroma bo pripeljala do tega, da bomo reprezentančno košarko sedaj spremljali tudi med klubsko sezono in bodo Stožice za voljo košarke vsaj enkrat polne v tej sezoni. In to je recimo dobra stvar, dobra plat teh sprememb, slaba plat pa že spet neudeležba NBA igralcev in evroligaških igralcev. Sicer recimo zanimivo je to, da Broze, klub Nikolića, kjer je letos končno se prebil v postavo, začel igrati redno tudi v Evroligi, predvsem je zadolžen za pokrivanje tistih najbolj nevarnih zunanjih igralcev na nasprotni strani, to počne zelo dobro, vendar tudi pri organizaciji je napredoval in upravičuje zaupanje trenerja, ki pa ga lahko morda hitro, kljub seveda te odločitvi Brozeja, lahko vendarle se vprašamo, a v istem tednu igral najprej na evroligaški tekmi, potem recimo na tekmi za reprezentanco in potem nekaj dni kasneje še recimo na ligaški tekmi. Po vsej verjetnosti ne. Po vsej verjetnosti bi na tak način izgubil mesto v prvi peterki, recimo tudi klub Murića. Anadolu Efes. Podobna odločitev so prepustili, saj tako so izjavili, proste roke svojim igralcem pri odločanju, vendar ja, Murić se je le stežka prebija, tudi izpadel je iz peterke, ker imajo seveda omejeno mesto, število tujcev v Evropi in v domačem prvenstvu, podpisanih imajo pa več tujcev, zato seveda se mora Murić močno, trdo boriti za minute na parketu in zdaj, če bo odšel igrati za reprezentanco, se prav lahko zgodi, da bo te minute izgubil. Povsem druga in posebna zgodba pri celi zadevi slovenske reprezentance in nastopanja tistih evroligaških igralcev pa je Zoran Dragić. Zoran Dragić, ki se po poškodbi še ni vrnil na parket oziroma ni zaigral še na nobeni uradni tekmi, zaigral je na nekaj prijateljskih tekmah poleti že. Recimo ravno takrat, ko je Slovenija začela igrati Eurobasket, je on začel z igrami na tistih uvodnih pripravljalnih tekmah. Zdaj jaz tistih tekem nisem videl, nisem gledal, ne vem, videl sem samo statistiko, ki je bila za tiste minute nekaj posebno normalnega. In seveda sedaj ne poznamo tistih glavnih razlogov za neigranje Zorana. Zoran sam zatrjuje, da je povsem pripravljen. Vendar potrebno se je zavedati, da vsi igralci se po taki poškodbi, rehabilitacija recimo lahko traja 7-8 mesecev in po tistem času lahko recimo igraš na parketu normalno, vsaj na videz normalno, vendar mnogi na eni strani igralci, na drugi strani zdravniki, terapevti, ki skrbijo za te igralce, trdijo, da se igralci pravzaprav vračajo še eno leto po opravljeni rehabilitaciji, da se vrnejo na isti nivo, kot so bili pred poškodbo, da dobijo nazaj vse občutke, da nimajo več tistih zavor, strahu tudi v določenih situacijah. In tudi sam Zoran recimo rekel, da ima še vedno recimo malce deformirano mišico in vse to seveda se lahko popravi s terapijo, z igranjem, ampak vprašanje je, kaj so zdaj razlogi. Vemo, da ni v načrtih trenerja za letošnjo sezono. Ne samo, da imajo že sedaj ogromno branilcev, še ravno ta teden so še novega branilca, novega igralca na zunanjih položajih, zopet Američana pripeljali v klub. Tako da sedaj preprosto ni niti prostora, tudi če bi Zoran želel igrati, ni prostora zanj v tem moštvu, kot je zgrajeno sedaj. In tudi trener mu očitno ne zaupa na eni strani, na drugi strani pa bi Zoran moral čim prej začeti igrati, morda ravno na kakšnem nižjem nivoju, zato da lahko dobite trening tekme nazaj, dobi občutke nazaj. Morda so tudi te reprezentančne tekme sedaj primerne zato, ker ne bo tistih najboljših igralcev, vendar bo to še zvedno morda kanček previsok nivo, vsaj za tiste prve tekme. Zdaj se bo lahko morda on celo vrnil na tekmi z Bolgarijo. In potem seveda Španijo, takoj zatem. Zdaj, že spet, ne igrajo tisti najboljši igralci, ampak še vedno igrajo igralci, ki so že v polni formi. In to so situacije, v katerih seveda Zoran, ki pa vedno igra na polno, na prvi tekmi že tako, ne vem,
škoda, v vsakem primeru velika škoda te poškodbe, velika škoda pravzaprav Zoranove odločitve. O tem sva nekaj malega že midva spregovorila. Kar precej sva že govorila o tem. Pravzaprav, ja, seveda, ja. In famoznem Repeši, trenerju, za katerega mi res ni jasno, kako za vraga vedno znova dobiva službe v tako renomiranih klubih in visoke pogodbe, ko pravzaprav njegov seznam klubov zgleda kot recimo, ne vem, izjemno dolg je, no. To želim povedati. Vsako leto, dve, na klub vsakič pride v kakšen dober klub. In predvsem seveda to, kar sva govorila, da mu Repeša ni zaupal že takrat, ko je igral v Unikahi. Pred leti nazaj Zoran. Moram počakati, da je pravzaprav odšel Repeša in prišel Juan Plaza, mislim, da se imenuje trener, eden izmed boljših trenerjev v španski ligi, ki mu je namenil tisto vlogo, v kateri je Zoran potem tudi pokazal najboljše igre, potem seveda blestel v reprezentanci, kot branilec, kot tisti drugi organizator, takrat je igral najbolje, obenem seveda tudi vedno igral odlično v obrambi. Igralec, s katerim bi bila naša reprezentanca letos v polni formi, seveda neprimerno močnejša in bi bi zagotovo, mislim, bi bili glede na to, kakšno igro smo prikazali v tisti, recimo temu, boljša verzija Blažiča. In vemo, kako dober je bil Blažič, kako izjemno je Blažič letos napredoval in kaže tiste igre, ki jih je nekoč tudi Zoran v španski ligi in seveda na evropskih parketih. To je Zoran, pravzaprav, ja, saj pred poškodbo, mislim, da je to kar konkreten, soliden opis, boljša verzija Blažiča in res upajmo, da bo čim prej dobil klub. Pravzaprav po poročanju Sportanda je Zoran že na izstopnih vratih, oziroma Milano ga ponuja klubom za odkup. Zoran ima tudi relativno visoko pogodbo, zaradi česar seveda morda ne bo našel hitro primernega kluba, predvsem seveda zaradi tega, ker še ni igral. Ampak ravno to je pa tudi ta problem catch-22, kot bi temu rekli Američani. Čim zaigra v Euroligi, potem ne sme v isti sezoni zaigrati na noben drug evroligaški klub. In seveda tako pogodbo, kot jo ima on, si lahko privošči le kakšen evroligaški klub in to bi bilo morda idealno, ampak zdaj že spet. Vrniti se brez kakršne koli tekme odigrane, po toliko mesecih pauze, direktno v Euroligo, ne. Mislim, da je edina rešitev za Zorana morda, da sklene nek dogovor o odkupu pogodbe, da se odpove določeni vsoti denarja, kar seveda vedno je lahko reči nekemu profesionalnemu športniku, ti se pa zdaj odpovej milijonu, to je gromozanski denar, s katerim seveda ne gre zlahka barantati in ni seveda se zlahka odpovedati temu. Le kdo bi se, ker nimaš nobene garancije, da boš v tem novem klubu, pa recimo, kaj pa če se zopet poškoduješ in potem si na zelo nespameten način zapravil ogromne vsote in ampak ja, morda, ne vem, to je zelo neugodnem položaju Zoran, nič mu ne zavidam. Upam, da bo čim prej zaigral, bomo videli, kako bo zdaj v reprezentanci. On je tisti igralec, ki je že potrdil, da bo prišel igrati za reprezentanco, vendar ja, kako, v kakšnem stanju, to so pa vse vprašanja, ki se jim bova morala še posvetiti, ampak morda malce več, recimo še nekaj besed o tistih malce bolj prijetnih temah, če sem že omenil, boljša verzija Blažiča. Je tudi Blažič sedaj boljša verzija Blažiča. Blažič je končno to, kar je kazal, recimo potencial letos upravičuje, ki ga je kazal takrat v Olimpiji, v tisti evroligaški sezoni, s katero se je potem tudi prislužil tisto selitev v Crveno zvezdo, kjer je postal ljubljenec domačih navijačev. Vendar potem v Španiji, ja, korak nazaj, zopet neprimerna vloga, vedno je vprašanje tiste, v kakšni vlogi se znajdeš, kaj trener od tebe pričakuje, kaj od tebe pričakuje v moštvu. To je pravzaprav tema celotnega tokratnega podcasta. O tem so govorila pri Goranu, o tem so govorila pri Luki, o tem so govorila sedaj pri Zoranu, no ja, o tem, da ne igra, pravzaprav, da nima nobene vloge. Ampak ja, v kakšni vlogi si, v kakšno vlogo te postavijo, v kakšno vlogo bodo postavili Luko v NBA ligi, bo seveda vplivalo na to, kako bo igral in ja, in podobno je pri Blažiču. On, ko je odšel iz Crvene zvezde, je bil v Španiji poznan predvsem kot ta obrambni specialist. Sedaj pa v Andori igra odlično, dali so mu vlogo, ki mu je očitno pisano na kožo, zadeva tiste trojke ob zaključkih tekme za podaljšek, zmago. Kratka, ima izjemno tudi učinkovite
tekme za seboj. Dejansko se ga že veselim v reprezentanci, že na koncu v finalu, ko sta z Klemnom Prepeličem v bistvu sama odločila finale Eurobasketa, tiste zadnje minute, je pokazal napredek predvsem v njegovi samozavesti. Zdi se mi, recimo, tudi čez Eurobasket od prvih krogov pa potem proti finalu je vsako tekmo rastel, kaj ti pridobival je na samozavesti. In vemo pa, koliko lahko samozavest prinese košarkarju, da tisto odločilni met, kajti večinoma, če nisi prepričan sam vase, tudi ne igraš dobro in mislim, da je Blažič končno začel verjeti vase tudi v napadalnem smislu in sedaj to samo kaže v klubu. Dejansko igra najboljšo sezono v karieri, bi lahko rekli. Med najboljšimi strelci elitne španske lige, torej najboljše evropske lige je letos in to, kar si povedal o Jaki Blažiču, se z vsem povsem strinjam in tudi recimo pri Prepeliču smo videli ta napredek. On je pa storil napredek pri organizaciji, vedno pri njemu recimo nima tiste višine za visokega branilca, visoke približno toliko, kot so recimo povprečni organizatorji. In tukaj mu kakšen centimeter ali dva manjkata in vedno se mi zdelo pri njemu pomembno, da razvije še te organizatorske sposobnosti in v reprezentanci je bil on pogosto tisti tretji playmaker za Luko, za Goranom in zato seveda ni bilo panike, ko je na koncu ostal on na parketu in ni bilo Luke in Gorana. Ta napredek je pokazal tudi v klubu, ki pa nažalost sodi na sam rep francoske lige, tudi v Evropi igra Levallois zelo slabo. Gre za zelo indijanski klub, pri katerem, oziroma klub, ki goji to tako imenovano indijansko košarko, kjer res ni neke prave organizacije, neke prave ideje v igri. Zdi se mi, 2 ali 3 akcije konstantno preigravajo, če preigravajo seveda uigrane akcije, poleg tega pa se zanašajo zelo na neke kreativne prebliske posameznikov. In tukaj recimo Klemen, ki je odlično začel sezono, njegove številke, njegovi odstotki meta, točke so tudi lepo število asistenc dosega na tekmo. Določena stvar preveč žog izgublja, vendar razlog tukaj je ravno v tem, da nimajo nekih spodobnih kreatorjev, nimajo nekih dobrih organizatorjev. Ta 2 organizatorja, nek Američan in Francoz, ki jih uporabljajo, sta, recimo temu za razred 2 ali 3 pod kakšnim ravno, recimo Prepeličem in ne bi rekel 3 razrede, da ne bom pretiraval sedaj, ampak sta precej slabša, nista igralca na tem nivoju in pogosto prepuščajo organizacijo napadov Prepeliču. Klemen pa še ni izgubi kakšno žogo preveč zaradi tega. To ni tista njegova primarna vloga. On je recimo lahko dober sekundarni, terciarni playmaker, ko recimo tistega prvega pokrijejo, kot smo videli že v reprezentanci, ni pa on tisti prvi organizator. To pa še vedno nažalost ni. Verjetno tudi nikoli ne bo. In verjetno nikoli ne bo. Če bi bil ob takem metu, seveda potem bi morda tudi nekoč lahko igral v NBA ligi. Mislim, z razlogom ni bil izbran na draftu, kljub temu božanskemu občutku za met, ki ga je vedno recimo imel že od tistih mlajših let naprej, vendar manjka mu morda za tega visokega strelca kakšen centimeter več ali pa morda boljše sposobnosti organizatorja. Že spet, napredek je storil, vendar ni on prvi organizator, to je jasno in v tako pozicijo ga tudi v moštvu pogosto dajejo. V zadnjem tednu še nekaj težav s poškodbo, tudi predtem tudi spustil je tekmo v Evropi in čim on ni v polni formi in ne zadeva recimo trojke nad 40-50 odstotno, potem Levallois pravzaprav skoraj da po pravilu nima možnosti za zmago in jih tudi ni imel, ko on ni igral prav nobenih. Tudi drugače z njim, kot sem dejal, moštvo ima ogromno težav, ni dobro trenirano, vsaj tako meni na prvi pogled, kot sem dejal, deluje zelo neorganizirana košarka. Morda ne gre samo za trenerje, morda gre tudi za igralce, ki jih imajo, vendar upajmo, da bo uspela Klemnu ta selitev v Real in morda recimo, če bo Levallois še naprej tonil, bodo morda pripravljeni se pogovarjati o kakšni prodaji, čeprav sredi sezone morajo vendarle obstati v ligi, tudi zato ga bojo potrebovali in on je njihov najboljši igralec z naskokom v letošnji sezoni in brez njega se jim črno piše, je pravzaprav ena izmed redkih svetlih točk, kot si sam dejal. Pripeljali so Borisa Dioa, imajo še 2 ali 3 francoske veterane francoske lige prepoznavne, vendar
preprosto ni to, tako da morda moramo kar trenere obkriviti, vendar ne spremljam dovolj podrobno vseh teh obrobnih zgodb in razlogov za težave njihove, vsekakor pa imajo težave in igrajo precej slabše od pričakovanj in tudi proračuna. Potem seveda ne smejo pozabiti, ko govorijo o reprezentantih Zagorca, zaenkrat MVP-ja Madžarske lige, ki igra odlično. Ne, ampak šalo na stran. Zagorec, tisto, kar so govorili, recimo midva že, ko sva opozarjala v pripravljalnem ciklusu, ko je bil izjemno kritiziran na različnih družbenih omrežjih, tudi na najinih. On je vendarle v sezoni predtem v Evrokupu trojke metal skoraj 50%, ob 5, zdaj govorim na pamet, več kot 4 trojkah na tekmo. Torej, mislim, odličen met. Visoki igralec, ki lahko zadane met in ki lahko tudi odloča tekme na tistem nižjem nivoju, vendarle tisti, recimo, malce starejši ljubitelji košarke se verjetno spomne, Zagorec je bil eden izmed tistih izjemno obetavnih talentov, morda potem ni ravno dosegel tistega, kar so nekateri mislili, da bo dosegel, vendar fant je evropski prvak, kaj se gremo tukaj. In trenutno seveda, kot sem dejal, tudi MVP Madžarske lige igra odlično, ampak morda, da ne bova preveč časa izgubljala, morava nujno tudi kakšno besedo reči o Vidmarju. Vidmarju povedala sva že, da je že jasno, da Banvit zahteva preveliko odškodnino, da bi lahko prišlo do te sanjske selitve v Real, vendar to samo potrjuje še enkrat tisto, kar se tudi trdila, on je evroligaški center, ki ne igra v Euroligi, vendar ima kvaliteto in je z razlogom že predtem igral v Euroligi, nažalost pri njemu pa te poškodbe so bile tiste, ki so verjetno zaustavile njegov napredek, da ni prišel do tistega naziva enega izmed najboljših obrambnih, recimo evroligaških centrov, ki tudi v napadu, recimo, ni dosti centrov s takim občutkom za podajo, kot jo ima Gašper Vidmar, in vse to bi bilo seveda zelo koristno tudi v Realu, igra v obrambi, občutek za podajo, sodelovanje z Luko Dončićem. Vendar on odlično opravlja svoje naloge v Turčiji, eden izmed redkih tujcev, ki v turški ligi opravljajo vlogo kapetana, in to seveda pove precej o tem, kako močno ga cenijo. In pa treba je tudi povedati, da je že izjavil oziroma potrdil, da bo še naprej igral za reprezentanco, čeprav se je poigral z mislijo, da bi se upokojil, vendar so ga na koncu vseeno prepričali, da se še nekoliko vrne in da pomaga pri vzgoji teh mlajših centrov, ki bodo v kasnejših letih potem nosilci reprezentance. To je pač odlična novica za slovensko reprezentanco, ki sedaj, ko Omić ne bo igral na teh kvalifikacijah, kar je saj iz njegovega vidika razumljivo, kajti Rado Trifunović mu ni mogel dati zagotovila, da bo potem tudi zaigral na svetovnem prvenstvu, in Omić je potem enostavno rekel, potem se jaz tega ne grem, kar je povsem razumljivo in je to povsem tudi logična odločitev Omića, tako da, kot sem že dejal, Vidmar odlična ukrepitev, če lahko rečem sedaj, recimo temu, ko se je upokojil pa vrnil nazaj, odlična ukrepitev za reprezentanco. Brez njega bi se nam temno, črno, kakšen je pregovor, tenko pisalo pod obročem. In dejansko sedaj, če nekoliko na hitro pogledava reprezentante, ki bodo prišli na zbor, dejansko ne bomo tako zelo šibki, kot je morda kazalo po koncu Eurobasketa, kajti dejansko, manjkali bodo tisti res najboljši, Anthony Randolph, Goran Dragić, Luka Dončić, vendar ostale pa morda lahko pričakujemo, kajti ne igrajo Eurolige. Morda damo še nekoliko zvezdico pri Nikoliću in pa Muriću, kajti vprašanje, kako se bosta odločila, ampak načeloma nam bodo manjkali le 3 igralci, medtem ko bo pri marsikateri reprezentanci manjkal kaj več kot samo njihov najboljši igralec, najboljši 3 igralci, morda celo prva peterka, morda celo še kaj več. Ja, Nikolić in Murić sta pomemben dejavnik in zdaj jaz ne bi vedel, kako se bosta one dva odločila. Tukaj gre za te igrice, Fibine igrice in preigravanje. Ja, načeloma klubi so rekli, damo proste roke, ampak bodimo realni, vse to sva rekla. Zdaj, da bo igralec igral najprej v istem tednu Euroligo, potem brez kakršnega koli treninga, verjetno sam potovanje v hotel, pa kaj, igra potem naslednji dan z reprezentanco, potem potovanje z reprezentanco na drugo tekmo tega in že spet igranje in potem potovanje nazaj v klub in kaj, v ligi potem že spet tekma. Ni realno to za pričakovati. Ali ne bi igrala v klubu, ali ne bi igrala v reprezentanci, oboje pa v tako kratkem času je možno, ni pa varno in ni pametno.
tudi recimo, kako je zdaj urejeno s poškodbami. Kaj, če se Nikolić poškoduje, kaj, če se Murić poškoduje v teh klubih, recimo, kjer so, kdo bo kriv rehabilitacijo, kako je z zavarovanjem njihove pogodbe. Vse to so še določena nerešena vprašanja, seveda pri teh evroligaških klubih Evroliga zagotovo ne bo tega pokrila oziroma garantirala določenih pogodb. Ogromno je tukaj še nejasnosti, stvari, ki jih niso dorekli in to, ja, merjenje moči med obema organizacijama je, pravzaprav gre samo na škodo košarke, škoduje razvoju tega čudovitega športa in pravzaprav noben ne ve, čemu bomo priča sedaj v teh kvalifikacijah, kakšnih postavljam. Recimo Španci so vse svoje evroligaške igralce poklicali, dali na seznam. Tudi Trifunović jih je dal, vendar vemo, tudi pri njih bo verjetno ista situacija in nihče izmed evroligaških igralcev ne bo zaigral za reprezentanco. To, da njihova reprezentanca je tudi brez teh evroligaških igralcev še vedno za naše razmere strah zbujajoča. Bolgari pa, ja, verjetno določena neznanka, tudi tukaj ne vemo, ampak bodo pa verjetno prišli vsi njihovi najboljši igralci, bolj bodo uigrani zaradi tega igralci, ki so recimo igrali že v kvalifikacijah pred tem in so predvsej bolj uigrani, kot seveda slovenska ali španska reprezentanca, ki pa bosta povsem na novo sestavljeni, no ja. Morda to, kar si dejal, bo igralo določeno vlogo. Morda bomo, če slučajno prideta Nikolić in Murić, potem bi res morda bili Slovenci celo malce bolj v prednosti, kar se tiče te uigranosti napram Špancem. Ampak že spet, toliko neznank, da se daj pametovati. O tem bo več spregovorila, ko se začnejo reprezentančni zbori in ko se zberejo igralci in bo natančno vedela, kdo bo nastopal. In seveda ob odsotnosti teh ključnih igralcev bo morda se tudi kakšno novo ime znašlo na seznamu in morda bo nek nov igralec tudi izkoristil ponujeno priložnost. Vsi sedaj vejo, da v zlati reprezentanci si lahko precej dvigneš profil. Hrovat, Rupnik, Mahkovic, Lapornik. Tudi, vse to so imena recimo tistih igralcev, ki so nekje na meji, na robu reprezentance, ki bodo lahko recimo do dobro izkoristili, morda, če se seveda uvrstijo v samo postavo, tudi prišli v kakšni bolj renomirani klub. Konec koncev smo ravno videli, da po reprezentanci se je začelo v naših igralcih govoriti vseh pravzaprav najboljših klubih, no ja, predvsem v Realu, vendar tudi druga imena recimo so na tem seznamu želja nekaterih renomiranih turških, španskih klubov, kjer se je recimo znašel tudi Čančar, njega so sicer Denver Nuggets izbrali na letošnjem naboru, vendar on bo zagotovo še nekaj let ostal v Evropi, zdaj tudi nekaj časa ima še pogodbo z Mega sklenjeno, ampak nikoli ne veš, tudi njega lahko morda čaka selitev v boljši klub, preden se preseli v NBA ligo, vsekakor ima tudi on odličen potencial. Tudi recimo kakšen Rebec, ko govorijo o vseh igralcih naše zlate reprezentance, v Rusiji recimo dobro igra, upravlja tisto, vemo v Rusiji, če ne upravljaš svojih nalog, tako kot se zagre, bodo hitro pripeljali Američana, tam imajo vsi klubi več kot dovolj denarja in zato že to, da si je izboril mesto v postavi kot tujec, precej pomeni. Blaž, koga bi še omenila sedaj, ko gledava vsa ta imena igralcev, ki so se znašla na seznamu našega novega selektorja? Pravzaprav niso nič spregovorila o našem novem selektorju med najnim zadnjim in tem podcastom. Ja, je postalo jasno, da bo sedaj reprezentanco vodil Rado Trifunović, dolgoletni pomočnik v reprezentanci, že pod Zdovcem, ne samo sedaj pod Kokoškovim. Njega je podprl tudi Kokoškov, ki bo ostal v prihodnosti član strokovnega štaba kot svetovalec. Zdaj, zdi se mi, da kot sem bral in če sem prav razumel, bo Trifunović zagotovo vodil reprezentanco tudi na svetovnem prvenstvu. Ne vem ravno točno, morda. Pogodbo je podpisal do svetovnega prvenstva, oziroma veljavna je še začel svetovnega prvenstva. Zdaj, kaj to pomeni? Malce nejasne so bile izjave generalnega sekretarja, predsednika zveze, glede Kokoškova oziroma njegove prihodnosti. Nihče ni rekel, Kokoškov zagotovo ne bo več selektor na eni strani, na drugi strani pa tudi nihče ni rekel, da bo Kokoškov selektor na svetovnem prvenstvu, če se tja uvrstimo. Vsi so omenili samo to vlogo svetovalca, v kateri bo za časa kvalifikacij deloval, in pa pogodbo Trifunovića, ki je sklenjena tudi za čas svetovnega prvenstva. To sta, mislim, da dve dejstvi, za kateri smo slišali, dve potrjeni dejstvi.
Trifunović je v zadnjih letih deloval predvsem na zvezi, na košarkarski zvezi kot razvojni trener, pomočnik trenerja. Vemo, deloval individualno, letos poleti recimo z Erasmom Lorbkom. Tako, in tudi zaradi tega je potem Erasm Lorbek dobil priložnost v reprezentanci na pripravah. Tudi v Domžalah je relativno uspešno deloval, vendar ja, veliko izkušenj kot recimo klubski trener, dolgoletni klubski trener članskih selekcij nima. To lahko trdimo in bomo videli, vsekakor pa pozna, sedanje moštvo pozna vse igralce, z njimi ima verjetno ustvarjeno tudi odlično kemijo, verjetno, če ne bi imel vzpostavljenih dobrih odnosov, ga tudi ne bi imenovali na ta položaj. In drugega nam pač ne preostane kot to, da počakamo, da vidimo, kakšno delo bo opravil, da vidimo, kako bo izgledala reprezentanca pod njegovim vodstvom in bomo ocenjevali. Odločitev zveze se vsaj na papirju zdi smiselna, zdi logična, ali bo tudi pametna, bomo pa še videli. Ja, predvsem je dobro pri vsem tem, da Trifunović že pozna sistem dela, tako da bo dejansko lahko samo nadaljeval Kokoškovo delo. Vse, kar so naredili dobrega na pripravah za Eurobasket in potem na Eurobasketu, bodo sedaj lahko povlekli avtomatsko naprej in to mislim, da je pozitivno, kajti igralci so se dobro našli v tem sistemu in mislim, da je dobro, da se nadaljuje ta neka kontinuiteta in Trifunović ima določena znanja, recimo ne bi ga kar tako povabili v NCAA, da je tam imel neka predavanja o tem, kako mladi košarkari potem prehajajo v članske ekipe in tako naprej. Tako da, kot si sam dejal, bomo videli, enostavno tekme bodo pokazale, ali je bila to prava odločitev. Sam menim, da je bila, potem bomo pa dejansko lahko ocenjevali šele po tekmah. Ne? Ja, Blaž, tale podcast je bil kar dolg in da ne bova predolga, no ja, če sva bila, nama boste seveda povedali in povejte nama v komentarjih. Ampak mislim, da je čas, da zaključiva, razen če ne bi želel še kaj povedati, še koga omeniti, ali sva kaj pozabila, zagotovo sva kaj pozabila, ampak po drugi strani sva pa morda tudi kaj preveč povedala, tako da se tako da se vse skupaj zbalansira. Ja, zato mislim, da lahko tukaj potegneva črto pod ta podcast in pod to novo sezono, ki sva let je uspešno prebit. Ja, let je prebit, se strinjam, Blaž, kmalu seveda sledijo nove epizode, o teh sva več spregovorila že med samim podcastom in v uvodu. Zatokrat pa bi vas samo še enkrat zaprosil za kakšen všeček, če lahko všečkate tale video na YouTubeu, če se lahko naročite na najin YouTube kanal, pustite kakšen komentar na iTunesih, na Soundcloudu, prav tako, če lahko všečkate in pustite kakšno oceno tudi na Facebooku, če lahko ocenite tale Facebook, na katerem smo seveda tudi objavili tale podcast. Ja, no, to je tisto, kar sem mogel, s čimer sem mogel na koncu še zatežiti, a bi še ti s čim zatežil, Blaž, ali lahko nehava težiti najinim poslušalcem? Jaz bi vam zatežil samo še s tem, da bi vam zaželel lep teden še naprej. Upam, da ste uživali ob najinem poslušanju. Upam, da ste uživali ob najinem poslušanju? Ja. Poslušanju česa. No, veš, skoraj smo prišla do konca brez napake, ampak ne, predolgo so bila, zdaj se nama že jezik povsem fecla. Ja. Upam, da ste uživali v poslušanju tega podcasta, to si verjetno želel povedati. In upam, da boste z nama tudi prihodnič. Do takrat pa uživajte ob spremljanju športa, spremljanju košarke, uživajte. Adijo. Živa. Pri žogi Goran gre za 3, dosegla napaka.